Ja, jaz mislim, da ljudje morajo zelo temeljito premisliti, zakaj je pomembno, da gredo na te volitve in oddajo svoj glas in da tudi zelo temeljito razmislijo, komu bodo ta svoj glas podelili. Vsak glas na teh volitvah šteje dvojno. Šteje najprej za Slovenijo in šteje tudi za Evropsko unijo. Kam bo torej ta šla? Če prepustimo, da se naraščanje nekega populizma ali pa naraščanje vpliva ali pa moči nekih skrajno desničarskih strank, ki se zdaj v tem trenutku v Evropi pojavlja, potem se nam lahko zgodi, da bomo namesto naprej začeli korakati nazaj. In jaz verjamem, da si nihče tega ne želi niti zase, niti za svoje otroke. Lepo pozdravljeni pred novo oddajo, pred evropskimi volitvami. Danes sta z nami dva kandidata oziroma kandidat in kandidatka z liste Gibanja Svoboda, gospa Janja Sluga in gospod Marjan Šarec. Dober dan želim. Prav. Gospod Šarec, seveda bova midva govorila o varnostni politiki in Evropski uniji. Zdaj, varnost je verjetno mnogo več kot pa samo stroga obrambna politika vezana na vojsko. Ja, zagotovo. Varnost je širok pojem, varnost zaobsega pravzaprav vse in če nimaš varnosti, ti tudi drugo nič ne pomeni. Vedno to primerjamo recimo z lepo hišo, notri so lepe slike, lepo pohištvo, mogoče kakšen nakit, karkoli, vrata pa odklenjena ali priprta. Se pravi, vse tisto ti nič ne pomaga, če imaš odprta vrata, da lahko nekdo pride in vse to pobere. In zagotovo je varnost tako širok pojem, da pravzaprav ga ne moremo omejevati samo na en resor ali samo na eno področje. In zagotovo Evropska unija se sooča s temi izzivi. Se pravi, govorimo o terorističnih grožnjah, govorimo o zdaj tudi imamo oborožen konflikt na teritoriju Evrope, ne Evropske unije, ampak Evrope. In pa seveda ni odveč govoriti tudi o energetski varnosti, prehranski varnosti, skratka o samozadostnosti. Problem Evropske unije v zadnjem času, v zadnjih letih je, da so pač podjetja, ki so presodila, da je dobiček premajhen, iskala poceni delovno silo, da so preselili vse na Kitajsko ali kam drugam. In danes vidimo posledice tega, ker varnost ima še eno lastnost, ni poceni. In samozadostnost tudi ni poceni. Seveda se treba odreči kakšnemu dobičku na račun tega, da ko pride kriza, da takrat te stvari imaš. Bodi si električno energijo, bodi si zaščitno opremo, kadar je epidemija, bodi si kaj drugega. In vemo, da v Evropski uniji pravzaprav ne proizvajamo več tistih stvari, ki smo jih nekoč. Zato je nujno treba to proizvodno vrniti, seveda to pa stane. In varnost ima še to lastnost, da jo gradimo takrat, ko ni ničesar na obzorju še videti. Kajti če se nekaj zgodi, takrat je prepozno. In zato mogoče ljudje včasih tudi ne razumejo tako tega in rečejo, da je varnost draga, da zakaj to potrebujemo. Obnašamo se včasih kot družba, tako kot tisti, ki če ravno takrat ne dežuje, ne vzame dežnika, ne glede na to, da so popoldne napovedane padavine in potem pride moker domov. Skratka, treba je predvidevati, treba je biti pozoren na to in v Evropski uniji seveda je to, se mi zdi, zdaj kar pomembno vprašanje. Gospa Sluga, gospod Šarec je govoril o več vidikih varnosti, sem spada tudi okoljska varnost. In s tem imate kot poslanka že precej izkušenj. Na vašo pobudo oziroma na vaše veliko prizadevanje bo Celjska kotlina nekoč bolj okoljsko varna, če lahko tako rečeva, kot je morda še danes oziroma je bila v preteklosti. Kako take prakse prenesti na nivo Evropske unije? Ja, res je. Vlada Roberta Goloba je letos končno
potrdila rešitev, za katero sem si prizadevala več kot 7 let, skupaj s civilnimi iniciativami in ljudmi iz lokalnega okolja, ki so dolga leta v resnici opozarjali, kako onesnaženo je okolje Celjske kotline. Seveda ta stara okoljska bremena, v kateri glavni krivec je Cinkarna, pa tudi druga industrija, ki je v teh letih največ že zaprta. In potem nastane problem. Problem zato, ker nimaš od koga terjati odgovornosti, ne. Na ravni Evropske unije seveda obstaja zapisano načelo, da onesnaževalec plača. Vendarle pa smo skozi prakso in skozi prizadevanja za sanacijo Celjske kotline ugotovili, da je to načelo v resnici zelo težko izvedljivo. In ko smo se malo poglobili, smo ugotovili, da tudi druge države tega načela ne uspejo uveljaviti. V resnici obstaja v Evropi samo en primer, ko se je to načelo deloma uveljavilo, v vseh ostalih primerih pa ni uspelo. In seveda je treba potem to izkušnjo iz lokalnega okolja, ta prizadevanja in ko vidiš, kje so težave, po mojem trdnem prepričanju prenesti tudi na evropski nivo, opozoriti na to, da tu obstaja problem, nenazadnje na to opozorilo tudi Evropsko računsko sodišče, ki je v svojem poročilu v lanskem letu opozarjalo, da je treba to bolj dosledno uveljaviti, ampak če ni ostalih primernih pravnih podlag, potem je seveda treba ukrepati. In takšna izkušnja, tak konkreten primer, ki se v praksi zgodi, je odlična priložnost, da potem to preneseš nazaj na evropski nivo, opozoriš na to in najdeš ustrezne rešitve, da bo zadeva res v praksi tekla tako, kot bi morala. Gospod Šarec, še eno temo bi načela, to so naravne nesreče. V Sloveniji imamo žal v zadnjih letih mnogo izkušenj s tem. Če se vrnete z mislimi nazaj v lanski avgust, ko ste, mislim, da med prvimi obiskali poplavljene kraje. Takrat je Slovenska vojska pokazala, čemu je pravzaprav predvsem namenjena, lahko rečeva, ne? Ja, jaz bi se najprej vrnil še bolj nazaj, in sicer v leto 2014, ko sem bil župan in smo imeli v Kamniku hud žled. Se pravi, mi smo imeli 3/4 občine odrezane od sveta. In takrat sem videl, kaj sem takrat imel od države, se pravi od vojske, od vsega, ker vojska takrat ni bila aktivirana za moje pojme pravočasno in tako naprej. In v tistem žledu sem si pač zadal, če bom kdaj odločal o čemerkoli, bo drugače. In lanske poplave seveda so bile nekaj popolnoma drugega. Lanske poplave so bile tudi pravzaprav prve v zgodovini Slovenije, ki so imele te lastnosti, se pravi hitro naraščanje vode, ogromno padavine že na namočeno zemljo in katastrofa je bila tukaj. In res je, jaz sem že zjutraj šel takoj na teren, najprej seveda v Kamniku, ker drugam še nisem mogel, ker smo bili tudi mi bolj kot neodrezani, v kamniški štab, tam smo že organizirali zadeve, celo zgodilo se je, da tisti most, ki je potem padel, da smo se 10 minut prej čezenj peljali, ne, in ko sem prišel do Kamnika, so mi že povedali, da je ta most padel, ne. Tako da je bilo tiste prve ure kar zelo pestro in seveda vojska pa v pripravljenosti že prejšnji dan. Mi smo že prej, ko smo tudi spremljali napovedi, smo se tako organizirali, da je vojska bila že malo pripravljena, da je pravzaprav je že celo leto pomagala na Koroškem povsod, ker so bile tudi vetrolomi, pa plazovi, pa ne vem kaj še vse. In vojska je v prvih urah že tako rekoče reševala s helikopterji, bila pa tudi že kopenske sile, pa tudi že na terenu in tam 9, 10 že prebijale plazove, že tudi po kopnem reševali ljudi. Tako da ta odziv je bil hiter in učinkovit. Jaz moram povedati, da to ni prvič, da vojska pomaga, da ne bo kdo mislil, ne. Saj to je vse v zakonodaji napisano. Ključ je v aktiviranju, v času aktiviranja. Se pravi, sam vztrajam na tem, da je to sočasno.
da so vse sile, se pravi gasilci, civilna zaščita in vojska takoj skupaj. Prej je nekako bolj veljalo načelo postopnosti, ne, da je malo kasneje. In to se je pokazalo lani kot izjemno učinkovito in teh pojavov bo čedalje več. In zagotovo prisotnost na terenu nekega ministra ni zato, da pride tam pa se slika, pa kot nekateri mislijo, ampak dejansko ti iz prve roke vidiš in se kakšna stvar tudi hitreje odvije, ker drugače ti lahko na terenu pripovedujejo nekaj, ne, vprašaš, a je vse tako, kot mora biti, vse teče, ne, potem prideš na teren pa vidiš drugo sliko in čas pa teče, ne, in izgubljene minute so, zato je bolje, da se to rešuje takoj. Ta intervencija lani je pokazala, da evropska solidarnost deluje, da ta že utečen evropski mehanizem deluje, to ni nič novega, to teče že vsa leta, tudi Slovenija daje svoje sile v ta mehanizem, nenazadnje so šli naši reševalci s psi v Turčijo, ko je bil potres, med prvimi so šli tja, pomagali smo v poplavah v Bosni in Hercegovini, v Srbiji in tako naprej. Skratka, naši hodijo tudi, recimo, ko je bil požar na Krasu, Kanader italijanski je gasil pri nas, ampak kopenske sile gasilske so šle pa čez mejo v Italijo in tam gasile, ne. Se pravi, tukaj smo kar močni na tem sistemu. Treba je delati seveda na preventivi in pa vedno skrbeti za to, da so odzivni časi, kadar kaj pride, da so čim krajši. Vedno to ni možno, seveda enkrat bolj, enkrat manj, ampak načeloma sistem dobro deluje, sestavljen je iz ključnega dejavnika, to so ljudje. Vsa tehnika, vse drugo ti nič ne pomaga, če nimaš ljudi, ki imajo dušo in srce. Gospa Sluga, vi se prav med ljudmi zelo veliko gibljete, ne? Veliko ste na terenu, veliko se pogovarjate z njimi. Sem prepričana, da vas kdo tudi takole vpraša, kaj ima jaz ali naprimer, ne vem, moja vas, moje mesto od Evropske unije. Kaj rečete? Ves čas je ta občutek, ne? Že tu v času zdaj je moj 3. poslanski mandat in že v tem času opažam na terenu, da ljudje mislijo, da je Ljubljana že nekje daleč, ne? Kaj šele Bruselj, ne? In dejansko nam v teh letih mogoče ni najbolje uspelo približati Evropske unije ljudem in jim razložiti, kaj vse Evropska unija ponuja, ne? Danes sem ravno brala, da smo v teh 20 letih počrpali samo iz kohezije, torej zgolj iz enega sklada 13 milijard evrov za preko 20.000 projektov, ne. To je tisto, kar imamo iz prve roke in mogoče tisto, kar ljudem najbolj všeč, ko govorimo o denarju, ne. Sicer pa tako, kot je že tudi minister Šarec povedal, ne, primarno je ta evropska solidarnost, ne. Torej, ko neka država znotraj Evropske unije rabi pomoč, pomagajo vse ostale evropske države. Naj bo to z materialom, naj bo to z ljudmi, naj bo to z neko opremo in to se je odlično izkazalo. Ob teh lanskih poplavah Evropa je zelo hitro reagirala in to pomoč tudi poslala, tudi v denarju, tako kot smo rekli prej, da je to ljudem najbolj všeč, ne. Ampak mi smo v teh 20 letih s pomočjo Evrope, s pomočjo evropskih sredstev gradili tako ceste kot železnice, drugi tir, na primer, ne. Gradimo šole, gradimo športne dvorane, gradimo marsikaj, kar se da z teh sredstev financirati. Ampak tisto, kar je bistveno, če se spomnimo, kako je izgledalo na naših zunanjih mejah, ko Evropske unije ni bilo, ne. Mi smo že malo pozabili, kako smo stali v kolonah z potnimi listi v roki in čakali, da bomo na vrsti, da nas pregledajo. Marsikdaj smo morali tudi ven z avta odpreti prtljažnik, pokazati do zadnje pikice, do zadnje vrečke, do zadnje torbe, ki smo jo imeli v avtu, kaj imamo tam noter. Tega danes ni, ne. In potem v prestopu meje, prvo stvar, ki si naredil, si zavil v prvo menjalnico, zamenjal denar, da si sploh lahko naprej funkcioniral, ne. Vsega tega danes ni, ne. In se mi zdi, da je za mlade generacije mogoče to nepredstavljivo, da bi na tak način zopet funkcioniralo in ta
prost pretok blaga, ljudi, storitev in kapitala, o katerem ves čas govorimo, pa si mogoče nekateri ne znajo predstavljati, kaj to pomeni, je ravno to, ne. Ali pa mogoče tisto, kar je mladim bližje, ne, enotna tarifa za gostovanje telefonsko znotraj Evropske unije. Torej, včasih so bili ti impulzi v tujini tako dragi, da si niti nismo upali poklicati, ne. To so neke take praktične stvari, ki jih v bistvu vsakdo izkusi na svoji koži, mogoče o njih niti ne razmišlja, ampak so del tega, da smo postali ena velika evropska družina in tudi Slovenija je enakopravna članica in take male stvari so pa sestavni koščki našega vsakdanjega življenja. Mislim, da bi jih v primeru, da jih ne bi več imeli, zelo pogrešali. Gospod Šarec, v evropski politiki obstaja več idej o vojski, ne? O krepitvi nacionalnih sil, o neki skupni evropski vojski, pa seveda na tretji strani NATO. Zdaj, kakšno je vaše stališče? Kako se, ne vem, bi se poklopila evropske sile in NATO in tako naprej? Kaj to pomeni? Ja, ta ideja je prisotna že dolgo v neki evropski vojski. Zaenkrat je to bolj teorija. Sam vedno na vseh srečanjih mednarodnih zagovarjam tesnejše sodelovanje med NATO-om in Evropsko unijo. To zadevno, mogoče to bolj realno kot pa neka evropska vojska. Dejstvo je, da se Evropska unija v zadnjem času zelo zaveda te vseh nevarnosti, povečujejo se sredstva, tudi obrambna industrija se krepi. Ne? Namreč, kaj je zdaj, če gremo malo big picture oziroma veliko sliko pogledati, ne? Vse države, pa bom rekel vse zahodne države ali pa te evroatlantske so zniževale sredstva, ne? Ker se je živelo v neki iluziji, da zdaj je pa mir po koncu hladne vojne, ni več potrebe, nič. Tako tudi Slovenija, seveda, mi smo imeli 1,6% BDP-ja za obrambo, mislim, da leta 2008. Ne, se pravi, mi smo bili že zdavnaj blizu 2%, danes smo pa še daleč. Ne. In vse te države so to zniževale. Zdaj, ko se situacija spreminja, se seveda vse te države spet zavedajo, da je treba imeti lastno industrijo. V obrambni industriji je dodana vrednost tam nekje celo 95,000 evrov, kar je bistveno več kot kje drugje, se pravi visoka dodana vrednost, razvijajo se visoke tehnologije, tukaj tudi Slovenija v zadnjem času. Mi smo v letu 2022 dali 2 milijona za raziskave in razvoj, v letu 2024 13 milijonov, letos dajemo že 23 milijonov za raziskave in razvoj, se pravi, da Slovenija razvija lastno tehnologijo, naša podjetja, ki so uspešna že se pokazala že v Nemčiji, v Švici, vse povsod delujejo, se pravi, da mi razvijamo lastne sisteme. Tukaj moram omeniti drone, se pravi brezpilotnike. To je tehnologija, ki se hitro razvija, ki je izjemno uporabna. Nenazadnje smo jo uporabili tudi na Krasu. To je vse tehnologija, ki je uporabna tudi v civilne namene za pomoč ljudem. Potem razvijamo tudi avtonomne baze, se pravi, to je baza, ki jo postaviš in je avtonomna, se pravi, izkorišča vse obnovljive vire energije, moderne tehnologije in tudi to, recimo, bi bilo uporabno v primeru neke naravne katastrofe, postaviš in je tudi to namenjeno ljudem, se pravi, razvijamo vrsto nekih novih tehnologij in to je pomembno, tako kot tudi celotna Evropska unija. Zdaj tukaj moram povedati, nekateri bodo rekli, mi smo za mir in vsako razvijanje obrambne industrije, vsako razvijanje tega je nonsens. Pa ni tako. Spet bom ponazoril z enim primerom. Jaz lahko rečem, jaz sem za to, da se ne zaletavamo z avti. Se
Pravi, ne rabimo airbaga, ne rabimo ASR-a, ne rabimo EDS-a, ne vem česa, vse, ker jaz sem proti temu, da se zaletavamo, ne. Ampak vemo, da nasproti pride nekdo, ki ne pazi, ne, ki se mu zgodi. Nesreča na cesti se hitro zgodi, ne. In v tistem primeru pa vse te tehnologije zelo pripomorejo k temu, da ostanemo živi. In ravno tako je v svetovni ureditvi. Vedno v preteklosti se je našel nekdo in tudi danes voditelj, ki ne spoštuje svetovne ureditve, ki meni, da države, ki so bile nekoč del neke večje celote, nimajo pravice do obstoja. Se pravi, tukaj štejemo tudi Slovenijo, ker smo bili nekoč del večje države, in se je pač odločil, da bo uredil zadeve po svoje, se pravi z orožjem, z vojno, z agresijo, in zagotovo je pravica vsakega naroda, da se brani. Tako bi se tudi verjetno Slovenci, če bi nam zdajle hotel nekdo nekaj vzeti. In v ta namen je, se pravi, oborožitev oziroma oprema ima namen odvračanja, ne. Se pravi, če si ti močan, kot Evropska unija, kot zavezništvo NATO, kot celota, potem te drugi ne bo napadel, ker bo rekel, glejte, se ne izplača, ne. Če pa nič nimaš v roke vzeti, mi smo bili Slovenci večkrat v takem položaju. Najprej bil Rudolf Meister, je improviziral in čez noč naredil to, kar je naredil. Leta 1941 spet goloroki, brez vsega, vojska Kraljevine Jugoslavije razpadla, se vdala in tako naprej. 91. leta sicer malo bolj organizirani, vseeno, ker so že naredili korake prej, manevrska struktura in tako naprej. Skratka, nismo bili čisto brez vsega, pa vendar še vedno brez neke lastne vojske v pravem pomenu besede. In Slovenci smo to večkrat skusili, ne? In zato je potrebno misliti na te stvari, kajti me je nekdo napadel v pismih bralcev, ko sem rekel, da človeštvo še ni na točki, ko bi ugotovilo, da se brez vojn ne da živeti, in me je napadel, kaj ta govori, češ, jaz to že vem, da z vojno ni nič. Ja, ti že veš, ampak nisi samo ti na svetu, ne? Mi ne moremo izhajati samo iz tega. Veste, ljudje preveč izhajajo iz tega, kaj oni mislijo, ne. Če jaz mislim, ne vem, da je narodno-zabavna glasba super in sem njen oboževalec, še ne pomeni, da, ne vem, že Janja tako razmišlja. Ne vem, kakšen je glasbeni okus Janjin, ampak, a ne, tukaj imamo mi največ teh kratkih stikov, ne, ko vsi mislijo, da je tako, kot oni mislijo, in zagotovo je potrebno vedeti, da človeštvo je, kakršno je, in razne diktatorje, razne ljudi, ki ljudem hočejo vse krojiti po svoje, ki uničujejo druge narode, ki jim ne priznavajo kulture, identitete, jezika, take je treba ustaviti, kajti vsi narodi si zaslužijo živeti, kot želijo. Ni razlike, Ukrajinec, Palestinec, Slovenec, ne vem kdo še vse, Kurdi recimo, in koliko je še takih narodov, ki se soočajo z razno raznimi težavami, a ne. Tako da iz tega je treba izhajati, in zato moramo biti kot Evropska unija in kot demokratični svet pripravljeni na to, a ne. Gospa Sluga, gospod Šarec je zdajle pripeljal naš pogovor do vrednot, na katerih temelji Evropska unija, zaradi katerih je Evropska unija nastala, ki pa so zdajle po mnenju mnogih analitikov, tudi medijev, tudi, ne vem, politika iz Bruslja in tako naprej, na preizkušnji. Kajti Evropa se lahko s temi volitvami zasuče v skrajno desno. Kaj bi vi rekli o tem, kaj bi, ne vem, svetovali ljudem? Kaj bi to pomenilo pravzaprav tudi za nas, za življenje v Sloveniji? Ja, jaz mislim, da
ljudje morajo zelo temeljito premisliti, zakaj je pomembno, da gredo na te volitve in oddajo svoj glas in da tudi zelo temeljito razmislijo, komu bodo ta svoj glas podelili. Vsak glas na teh volitvah šteje dvojno. Šteje najprej za Slovenijo in šteje tudi za Evropsko unijo. Kam bo torej ta šla? Če prepustimo, da se naraščanje nekega populizma ali pa naraščanje vpliva ali pa moči nekih skrajno desničarskih strank, ki se zdaj v tem trenutku v Evropi pojavlja, potem se nam lahko zgodi, da bomo namesto naprej začeli korakati nazaj. In jaz verjamem, da si nihče tega ne želi niti zase, niti za svoje otroke. Mi lahko spremljamo, kaj se dogaja v nekaterih državah, tudi v Evropski uniji, čeprav imamo občutek, da je to nekje daleč, pa vendarle ni tako daleč, ne? Ko se enkrat začnemo pogovarjati o kršitvah človekovih pravic, o tem, da nekdo v tem trenutku lahko razmišlja, da človekove pravice niso pomembne in da če tudi so zapisane nekje, da se to lahko čez noč tudi spremeni. Seveda govorimo o človekovih pravicah, ki zadevajo prvenstveno ženske, govorimo o splavu, govorimo o reproduktivnih pravicah. Ne nazadnje poglejmo, kaj se je dogajalo z volilno pravico, ne? Mi si včasih rečemo, da želimo, da bi bili druga Švica, ampak v Švici so ženske dobile volilno pravico zelo pozno. Zakaj? Zato, ker je prevladovalo prepričanje, da so ženske manj sposobne, da so manj vredne. In kaj le se bo zgodilo? Tudi takrat se je strašilo, ne? Se je strašilo ljudi, joj, če pa dobijo ženske volilno pravico, kaj se bo zgodilo, to bo konec sveta, ne? Da bomo tem bitjem tako manj vrednim podelili volilno pravico, ne? In zelo blizu takega razmišljanja so v nekaterih državah Evropske unije tudi danes. In ta gibanja so začela pridobivati na teži in če razmišljamo tako, kot je prej tudi Marjan izpostavil, ne, jaz ne mislim tako, torej nihče ne misli tako, se bomo zelo hitro zaciklali, ne, se reče. Torej, treba je zelo dobro se zavedati, da naš glas šteje, da ga je treba na volitvah oddati in da ga je treba oddati nekomu, ki se teh problemov zaveda, ki bo Evropo peljal naprej, ne nazaj, proti svetlobi, ne nazaj v tista mračna leta, v katerih smo bili. Jaz bi apelirala na ljudi, da se spomnijo tudi, kje smo bili 2-3 leta nazaj. Tudi pri nas so se dogajali neki premiki, ki za mene osebno niso bili sprejemljivi. Množično so se kršile človekove pravice, ljudje so dobivali kazni zaradi branja ustave, zaradi pojedenih sendvičev na klopci sredi mesta. Mi smo ljudi zasipavali s solzivcem in zalivali z vodnim topom in to se je zgodilo zelo hitro. In take stvari se tudi danes lahko še zgodijo, če seveda ne bomo pazili na to, če bomo razmislili, komu dati glas, kam nas bo ta oseba peljala, ali ima ta oseba svojo glavo, s katero bo šla v Evropo in z njo tudi razmišljala, se postavila tudi za Slovenijo in potem znotraj Evropske unije bila dovolj glasna, da bo vplivala tudi na vse ostale, da ne bomo korakali nazaj, ampak naprej. Gospod Šarec, nekaj besed za konec. Ja, mislim, da je bilo to zelo dobro povedano. Janja je povedala tako, kot sem jaz. Včeraj sem en podcast snemal, sem govoril točno in zanimivo omenil tudi Švico, ne. Mi se ne zavedamo, mi hrepenimo po neki Švici, ampak veste, niso stvari tako super povsod po svetu, tako da v Sloveniji ni vse tako slabo, kot nekateri pravijo, ne. Ker jaz sem bil 4-krat v Švici, sem bil detaljno informiran, kako se tam živi, bi kar marsikateri Slovenec pomislil, čemu to ustreza, to tako povem, mimogrede. Skratka, hočem reči, da je Slovenija vendarle napredna demokratična država, da so bili v preteklosti neki odkloni, ki smo jih uspešno korigirali. In zagotovo te pridobljene vrednote, ki so bile izborjene, ne, volilna pravica žensk, potem pravica do splava, ki je ustavno zagotovljena v Sloveniji, enakopravnost. Jaz sicer nimam rad izraza ženske kvote, ker to se mi zdi
malce včasih celo ponižujoče, ampak ja, pač očitno ni šlo drugače. No, sam sem v praksi ravnal tako, da sem imel že v Kamniku, mislim, da več žensk na kandidatni listi kot moških, tudi na parlamentarnih volitvah takrat smo postavili ženske na izvoljiva mesta, se pravi ne samo, da zapolnimo kvote. Pač žalostno je, da še vedno gledamo po spolu, ne pa potem po sposobnosti, po tem, kaj nekdo zagovarja, ker mislim, da je to danes nesmiselno, ampak pač ja, očitno še vedno je taka miselnost. In vse te pridobljene vrednote, ki smo jim priča, moramo braniti. Veste, nekateri na volitvah imajo zelo enostavne rešitve, ne? Kako je to vse, ali za migracije, ali za kakšne druge zadeve. Ampak te enostavne rešitve na koncu se ne izkažejo za dobre. Ne? Mi smo imeli v zgodovini, ne nazadnje, Druga svetovna vojna je nastala zaradi takih enostavnih rešitev, ne? Nekaterih ljudi in tistih, ki teh ljudi niso znali ustaviti, ne? Oziroma so se pustili speljati na limanice. Tako da, ja, treba iti na volitve, zagotovo. Vsak glas šteje, sploh na evropskih volitvah je še možnost preferenčnega glasu in upam, da bo to kmalu tudi na državnozborskih volitvah možno, tako da ne bo več izgovorov. Ja, stranka postavi listo in potem je tako, kot stranka reče, daleč od tega, to je na evropskih volitvah preseženo. In tako kot je hiša sestavljena iz opek, seveda ena opeka ni dovolj, ne? Ampak hiša pa je sestavljena iz opek, tako je tudi na volitvah, glas na glas in potem se zgodijo lahko premiki. Saj smo v Sloveniji to že večkrat dokazali, da glasovi štejejo in prej je Janja lepo naštela pridobitve Evropske unije, ne? Nenazadnje traktorji evropski denar, specialna vozila za poplave evropski denar, vrsto projektov vsega in že zaradi tega je vredno iti na volitve. Zato, ker Evropska unija nam veliko da, dajmo tudi mi njej, se pravi, da bomo neka skupnost narodov, ki bomo gledali naprej na razvoj, ki bomo predvsem pustili ljudem, da živijo tako, kot želijo, ker pravica enega se konča tam, kjer se začne pravica drugega, in misliti s svojo glavo, kar pa ne pomeni misliti samo tako, kot jaz mislim in to je edino pravilno, ampak morajo vsi najti svoj prostor pod soncem in glasovi, ki bodo dani napredni miselnosti, ki bodo dani temu, da bo Evropa ostala taka, kot je, oziroma se še celo izboljšala, ker vemo, da vse idealno vendarle ni, ne, se kje pa je, tak glas zagotovo ni stran vržen. In tukaj presežimo to miselnost, da ni nič vredno, ker če ne kupiš srečke, tudi zadev ne boš, ne. Gospa Sloga, bi se strinjali, da je Evropska unija eden največjih dosežkov človeštva? Absolutno bi se strinjala. Mislim, da je to lahko lep zgled, saj na koncu koncev je Evropska unija zgled na številnih področjih za ves ostali svet, ne. Ko se mi pogovarjamo o tem in si včasih rečemo, mogoče je Evropska unija sama do sebe prestroga, si postavlja neka stroga pravila, kjer se potem sama sebe omejuje. Mogoče se res v enem trenutku, ampak na dolgi rok pa ugotovimo, da se potem ostali svet po Evropi zgleduje, da korake, ki jih Evropska unija v nekem trenutku naredi, potem ostale velike države tudi ponovijo, ker ugotovijo, da je Evropa vendarle našla dobre rešitve. In Evropa je znotraj same sebe teh držav, ki jo sestavljajo, tako razdrobljena, da vsaka država zase v primerjavi z, ne vem, Kitajsko, Ameriko ne pomeni nič.
skupaj pa nekaj štejemo, ne? Skupaj smo močni. In tudi v tem smislu, ko se ta geopolitična gibanja dogajajo, je zagotovo izjemno pomembno, da Evropa vztraja skupaj, da nadgrajuje to svojo solidarnost, da začne se povezovati tudi mogoče na področjih, kjer danes ni tako zelo povezana. Ne? Če izpostavim mogoče en primer, ne? Evropa ima v tem trenutku težave z nekimi zunanje političnimi stališči. In če bi mi uspeli nadgraditi te pogovore v Evropi tudi do te mere, da pridemo do točke, ko rečemo, tudi zunanja politika mora biti neka skupna, se mogoče danes ne bi srečevali z stanjem na teh konfliktnih območjih, kakršno je, ampak bi se mogoče kakšna stvar lahko tudi že prej razrešila, če bi nastopali enotno. Vidimo pa, da smo še danes na različnih stališčih in zato ne znamo reagirati enotno. Samo na tak način lahko potem nekaj šteje tudi naše stališče v odnosu do Kitajske ali Združenih držav Amerike. Tako da zagotovo je na tej poti potrebno vztrajati, še nadgrajevati, tako kot je rekel Marjan, tudi tiste stvari, za katere smo do danes ugotovili, da mogoče niso najboljše, je seveda treba popraviti. Evropa je tudi nek živ organizem, ki se mora odzivati na dogajanja v svetu in znotraj same sebe. Tudi ob sami širitvi, ko se ji pridružijo nove članice, se seveda mogoče malo razmere spremenijo, je treba pravila doreči na novo, ampak na tem je treba ves čas delati. In seveda vztrajati skupaj, poglabljati to sodelovanje in bolj bomo poglobili na več področjih, bolj močni bomo. Hvala lepa obema in srečno na volitvah. Hvala lepa. Hvala lepa.